Sploh smo pa videli, da je bil Prešeren kar model, da je napisal tako pesem. Ni enostavno napisati kitice v obliki kozarca za vino. Ja, to je pa res. Meni bi mogoče, če bi se res potrudila, uspela kvečeva oblika kozarca za sok. Ej, a se ti ne zdi pametno, da bi ostalim učencem malo razloživa, zakaj smo danes sploh tu? Ja, zakaj? Počitnice bodo, a bomo imeli kar do zadnje ure pouk. Saj, imaš prav, ampak poleg počitnic praznujemo še državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki bo 26. decembra. In na vsaki proslavi ob državnem prazniku se poje himna. Ja, mogoče bi bilo v tem trenutku fino povedati, da se po himni ne ploska, tako toliko, da za drugič vemo. Torej, vsi lepo pozdravljeni na šolski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Živjo. Glej, sem je jasno, kaj so počitnice. A pa misliš, da vsi razumejo pomen tega praznika? Se bova pa potrudili malo razložiti. Od kdaj pa obstaja ta praznik? O prazniku se spominjamo dneva, ko so se Slovenci odločili, da bi radi živeli v samostojni državi. Aha, ampak enkrat so že imeli svojo državo, Karantanijo. Jaz vem za en filmček. Ta bi bil dober za začetek razlage, kaj vse se je dogajalo na sočni strani Alp, preden je nastala Slovenija. Poglejmo ga. Včeraj sem govoril o razpadu Socialistične Federativne Republike Jugoslavije in o referendumu o neodvisnosti Slovenije. Kdaj je bil ta referendum? Hribar? 23. decembra. Leta? 1990? Ja, ampak na rezultate smo nekaj časa čakali, do kdaj? Šuštar? 25. decembra. Takrat je Božič biti. 26. decembra. 26. decembra 1990. Slovenija pa je potem dokončno samostojnost razglasila. Kdaj? Korec. Prosim. Kdaj je Republika Slovenija razglasila svojo samostojnost?
junija 1991 profesor Bučar. Bravo, Borinc, bravo. Nikoli se nisem mogla zapomniti zgodovine. Če bo pa zdaj vprašana, se bo pa v trenutku spomnila na filmček. Pa veš, da je bila Slovenija s tem imenom omenjena še leta 1834 in to v knjigi nekega ruskega zgodovinarja. Ja, Slovence pa je poimenoval že Primož Trubar v 16. stoletju. Ljubi Slovenci! In kakšnih 200 let kasneje je Valentin Vodnik o Slovencih napisal eno poučno pesem, nam jo bo povedala Maja Strle. Valentin Vodnik, Dramilo, Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim je lega najprava. Polje, vinograd, gora morje, ruda kopčija, tebe rede. Za uk si pribrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan. Našel boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok je prejemat ne nudi. Lenega čaka, stegan rokav, palca beraška, prazen bokal. Veš, da so v času Vodnika Slovence vladali Francozi? Ja, sem slišala. Za njimi pa tista Marija Terezija, ki je zakuhala, da moramo mi zdaj hoditi v šolo. No, samo če pa pogledamo drugače, se ti ne zdi, da bi bili veliki bebčki, če ne bi hodili v šolo? Saj tudi prebrati ne bi znali navodila za računalniško igrico. Kaj šele napisati stanje na Facebooku? Veš, kako smo mi bolj pametni in razgledani kot otroci v tistem času. Pa še se dodatno učimo, na primer igrati na inštrumente, kot Ana Strmčnik.
Ujvar, kaj se je dogajalo s Slovenci kasneje? Mislim, da niso več želeli imeti avstrijske nadoblasti. Res je, skupaj s Srbi in Hrvati so po prvi svetovni vojni ustanovili svojo državo. Po drugi svetovni vojni se jim je pridružilo še nekaj južnoslovanskih narodov in nastala Jugoslavija. V tej državi pa so živeli naši dedki in babice, pa tudi starši. Veš, da so Triglav kot simbol slovenstva Slovenci imeli v grbu že v tistem času. Poleg tega so spesnili kar nekaj pesmi. A poznaš kakšno? Recimo, oj Triglav, oj dom. No, pa kakšna sodobneža ga tudi omenja. Pred leti jo je pela Hajdi, danes pa nas zbor. Piha veter s Triglava. veliko bolj počasno kot danes. Imeli so čas drug za drugega, ne pa danes, ko vsi samo hitimo. Imeli so veliko manj stvari kot mi, trgovine se z današnjimi ne morejo primerjati. Vsi pa so imeli službe. Meni je pa dedi povedal, da so švercali stvari čez mejo. A veš kako? Ej, Edo, pridi sem. Si ravno iz Italije ali Avstrije? Daj pokaži, kako si oblečen. Wow, a imaš vprašal kakšno uro? Ob
Ok, kava. Kava. Še ena kava. A ti je kaj vroče? Pa prašek. Vprašam, pa sigurno še kakšno uro. Aha, praznik je. Bravo. No, ja, eni res znajo. Dajmo en aplavz za Edo. Jaz bi še za eno furo. Ker je bila kriza z benzinom, se niso smeli vsi voziti z avtomobili. En dan so se vozili tisti s sodnimi registrskimi tablicami, številkami, drugi dan pa tisti z lihnimi. Zato je moj sosed kupil še en avto. Ja, podobno pa so letos po orkanu naredili tudi v New Yorku, da so varčevali z gorivom. Samo meni še vedno ni jasno, kako je to prišlo do Slovenije. Ja, države znotraj Jugoslavije niso bile enakopravne, kot bi morale biti. Zaradi tega so se začeli prepiri. Slovencem je bilo vsega dovolj. Prvi so se in so odločili, da Slovenija postane čisto samostojna država.
rodilo 23. decembra 1990. Uradne rezultate pa so povedali 26. decembra. In to je to. Na ta dan praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Takrat so se Slovenci odločili za samostojnost in pri tej odločitvi so bili nenavadno enotni. Enotni že, samo koliko jih je pa prišlo obkrožiti? Da, vemo, da državljanske pravice in dolžnosti ne pridejo izpolniti veliko ljudi. Takrat pa je bilo drugače. To je bila resna stvar, ker 93% jih je prišlo. Za primerjavo, na zadnje predsedniške volitve je prišlo samo 48% in 88% jih je bilo za lastno državo. Samostojno državo pa so razglasili čez pol leta, 25. junija 1991. Ja, to je pa tisti praznik, ko imamo konec šole. V bistvu so datume kar fino zadeli. Vsi se veselimo. Eni obletnice velikih dogodkov, drugi pa počitnic. Važno je, da smo vsi veseli, a ne? Zato bi bilo primerno, da s to temo zaključimo in da naredimo še malo prazničnega vzdušja. Se strinjaš? Ja, mogoče bi vam prej lahko pred mikrofon povabili še gospod ravnateljico. Verjetno bi nam kaj lepega povedala. Ja, mogoče kaj v tem smislu, da bomo 2. januarja še doma. No, gospa ravnateljica, lepo povabljeni. Učenke in učenci, spoštovane sodelavke in sodelavci. Če bi bilo po mojem, bi bili še 5. januarja doma. Pogrešali bomo v šoli sicer zelo pridne učenke in učence, tisti, ki ste pa manj pridni, pa si vzemite zdajle čas, pa razveselite svoje starše za novo leto. Vsem želim lepe praznike, moram pa povedati, da sem zelo razočarana tamle na tribuno, na učence 9. razreda, ki so vzgled mlajšim, pa se nas znajo na eni prireditvi obnašati, tako kot se spodobi. Nažalost, nimamo več namenskega prostora, ki bi bil bolj kulturne narave, ki se bolje in lepše slišalo. Včasih se moramo usesti v telovadnico in poslušati tudi nekaj, kar ni športna igra. Gledati je treba tudi nastopajoče, ampak z vašim obnašanjem pokažete resnično, kakšni ste. Pa ni upravičila, pa niso krivi drugi okrog vas, ampak vi sami. Tako da, mogoče bodo na valeti učenci sami, pa bo učiteljski zbor manjkal. Še enkrat lepe praznike in srečno in zdravo novo leto. Hvala. Zdaj pa za konec poslušamo še eno temu času primerno pesem.
lepe praznike